Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Hitro dajmo preveriti, kaj imamo danes v Fras in Medvard šovu, razen izvrstne muzike. Razen tega, karte za fuzbal, v soboto je tekma, tako da... Ja, seveda. Karte za fuzbal lahko skočite že na naša družbena omrežja. Tako. In se prijavite v komentar. Ne? Maribor Mura ob 17:30 v soboto, da ne bi kdo pozabil, pa šel na neki nekaj. Okay. Nič. Ne? Okay, ob 15:30 na južni ploščadi. Dobro. Pa ob 4:20 domov s taksijem. Aha. Dobro, imaš, vidim, plan. Perajt za soboto in pa željo. Pa samo željo. Ja. Ob tem pa še danes novi premjerno filmski napovednik. Tako. Smo spravili skup novega. Okay. In pa seveda, kot skoraj vedno, Anja Škrlec. Lepo zdrav. Zdravo. Goveje do rejka. Ja, pa kaj še? Veterinarka. Tako, veterinarski tehnik. Dalje. Diplomirani kuhar. Dalje. In kot je na zadnje povedala, ker me je zanimalo, da je tudi že osemenjevala krave. Tako. Je pa tudi čebelarka. Ja. Tudi to med drugim, ja, res je. Okay. Pa smučarka. Pa pevka. Ok, zavajno. Sploh nisva vedela, glej, Tine Križanič. Poglej, je prišel mimo. Križek, ne? Ja, Servus. Zdravo. Kaj zdaj, stari? Nič, malo hodimo. Kaj prinašaš? Darilo. Darilo. Ja. Čuj, Fras. Ja? Kako se reče kokoši brez oka? Vedela si! Je, smo imela prav? Ja, prvo sem imela. Ok, se že sprašujem. Hvala, Tine. Hvala. Legendo. Tine to res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna Geder, vrhunski strokovnjaki za košnjo in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si. Kot sva napovedala v totem studiu, dva gosta, tokrat z nama gospod Miha Krajnčevič, direktor Hrama kulture Arnolda Tovornika iz Selnice ob Dravi, in pa gospod Roman Končar, igralec, znani igralec, ne, moramo reči, gospod Roman, producent, scenarist, tudi režiser, vsega Boga. Multipraktik. Ko sem bom povedal eno zadevo, tako najprej dober dan vam. Dober dan. Seveda vsem poslušalkam in pa slušalkam. Bom povedal eno anekdoto, ko sva, Branko Šturbe je Mariborčan, ne? Mi sva sošolca na akademiji in oba sva štimpedista ljubljanske drame, ker je bila rariteta, že takrat posebnost po slovensko. In ko sva dobila prvi vlogi, večji, ne, ko sva bila še na akademiji, sva v drami dobila že prvi vlogi. In so dobila tiste tekste, take debele, veliki briljantni balček od Šenga Mariborčana, ne? Draga Janšer, in sva letela tam v prvo špelunko, v prvi bife, razumeš, da sva gledala, kdo ima kaj teksta, ne? Orkala pipa in takrat se spomnim tega, Branko je imel 7-8 stavkov, jaz nobenega pišu, kar razumeš. No, v predstavljanju pa glih obratno, moja vloga je sicer nema, ne, ampak je bil večer me skos na odru, Branko je bil pa bolničar, ne. V bistvu rank natakarja, kaj boste, hvala, nasvidenje. Okay. Tako da znani, takrat so oba hrepenela potem, da bi kdo v nama kaj napisal, ne. V tistih revijah, ko smo danes hrepeniš potem, da nobene bi nič napisal. Res je, obratno. No in je pa do scenarij, dogovora, kako bomo začeli, ne. Skratka, tudi seveda lepo zdrav z moje strani in hvala Bogu, da bomo na nek način predstavili 11. dneve Arnolda Tovornika, 11. že, ja. Se danes začne. Tako, okay. Že ali pa šele, kak gledamo. No, kaj imamo letos? Ajde, kaj nas čaka? Danes pričnemo ob 18:00 predstavitvijo knjige o Petru Trnovšku, Življenje z gledališčem, avtorja Marka Koširja.
Potem nadaljujemo to, kar bo Roman seveda potem v kratkih uro pa pol povedal, ne, se pravi o dokumentarnem filmu o Arnoldu Tovorniku. Sledi, tako. In potem seveda nadaljujemo z soboto, nedeljo, Špas teater, predstava Budale in Agencija za ločitve oziroma Agencija za razhode, za vse tiste, ki so seveda še vezani, pa bi se radi kaj naučili. Potem je ponedeljek in torek pop-up teater, se pravi Šminka in sekirca z Gorko Berden in pa Rebeko Dremelj, in v ponedeljek je pasja komedija z Boštjanom Romihom. Torek, ni torek. Ne, obratno. Sem najprej dal torek, pa ponedeljek, da preverim, če poslušajo. In v sredo potem seveda nadaljujemo oziroma končamo z predstavo Veličasna, Nik Škrlec, Polonca Vetrihova in pa Mojca Fatur. Skratka, program vreden ogleda in daleč najboljše komedije v tem trenutku v Sloveniji. Okay, tukaj, če smem, samo en interruptus, ker je Polona moja kolegica iz ljubljanske drame. Polona je vrhunska v tej predstavi, tako da poslušalstvu toplo priporočam, da grejo gledati to predstavo, ker vse ostale predstave so, kot sem mi povedal, malo bolj razupite, ta pa ni toliko razupita. Pa ne bom rekel, da je zdaj na nivoju, na višjem nivoju, nič zvišenega, ne? Seveda. Ampak je res, res dobra. Je pa to narejeno z istega teksta, kot je Meryl Streep igrala s Hugom, kaj je ta Hugh Grant, v tisti, ki tako fuša, ne? Tisti pevki oper, nisem pozabil, kako je. Tako da ta predstava je res za zaključek dobro izbrana. Okay. Zdaj mi dva sva se pogovarjala, zdaj so to že 11 dnevi. Kak je bilo do zdaj? Je zdaj že lažje kaj nabrati vse te umetnike? Imate dovolj, letos zadnjič? Ali še bo, bomo videli. Definitivno vsako leto nekaj laže, z druge strani nekaj malo težjega. Produkcija je vmes bila pač zaradi COVID-a in vsega tega seveda malo drugačna. Zdaj se počasi vračajo gledališke komedije z drugačnimi teksti, niso to tipični stand-uperi, ki so na nek način, bi rekel, malo, ampak dobro, časo primerno je bila takrat tista scena. In jaz se seveda veselim in teh ponosen na vse, kar smo naredili, in se seveda tudi veselim vseh izvedb, ki bojo seveda še pod mojo taktirko na nek način izpeljane. Ok, super. Naj to breme organizacije nosite na svojih ramenih, ali imate koga, delegirate kaj naprej? Ne, nič ne delegiramo naprej. Štirje smo zaposleni in bi rekel 97,16% tista šestka se ponavlja periodično. To sem tako rekel zdaj matematično izračunal na hitro. Sloni v bistvu na nas, no, ampak ni nekaj, kar nas ne bi veselilo, ker ko so dvorane polne, smo mi potem veseli. Oni so zelo dobro plačani. To je treba vedeti, seveda, kot vsi ostali umetniki. V tej branži tudi mi, seveda. Tako, dajmo si en komad privoščiti. Miha Krajnčević, torej direktor Hrama kulture Arnolda Tovornika, tukaj pa tudi Roman Končar, igralec, poznamo ga tudi. Jaz bi samo še vas rad naslovil, gospod Roman. Dosti krat, ko sem jaz bil mali, sem vas gledal, vi ste bili, mislim, da to bo napaka, že vidim. Posplošeno rečem, v vsaki neki taki mladinski fajni zadevi, to pa ni zdaj napaka. Za zjutraj, ko smo bili mali zjutraj, ste vedno bili en taki foter. Vedno so bili neki problemi. Jaz sem še zdaj fotor. Vedno nekdo malo stari fotor. Tako da od tu že, to smo radi spremljali, tako da me veseli, da smo vas lahko spoznal v živo. Hvaležen. Čez 3 minute pa torej nekaj več o dokumentarnem filmu o Arnoldu Tovorniku, ki ste ga vi režirali. Tako da ostanite na to tem, čez 3 minute smo nazaj. In v studiu z nama Miha Krajnčević, direktor Hrama kulture Arnolda Tovornika. Vedno imam taki problem. Ker težko vse to izgovorite. In pa gospod Roman Končar, igralec, producent, scenarist, počasi tudi dedek, kot ste rekli. Tako da multipraktik. Daj Bože. Daj Bože, Dok ne bojo rekli, Ate, kaj bi lahko ti... Ate, lahko paziš, mi bi šli ven, malo. Pa tak pač pride, torej,
Jutri bo točno 110 let, ne, od rojstva Arnolda Tovornika in zdaj jaz bi prosil vas, ne, pa mogoče tudi vas, gospod Miha, glede na to, da smo eni malo mlajši, ne vemo toliko, vemo, da je dom Arnolda Tovornika v Selnici, ne vemo pa točno, kdo je to bil. Kdo je bil to? Vemo, da je bil igralec. Ja. Ne? Kaj več pa? Neponovljiva ljudska umetniška duša, ki je seveda živela in prvih 6 let v Selnici in je tudi rojena v Selnici in hram kulture smo mi na nek način podedovali od starega doma kulture in kip preselili v to novo zgradbo, ki je od leta 2015 tam stoji in v katerega smo seveda mi, bi rekel, ko smo razmišljali kako in kaj, smo 3 imena. Prvo je seveda Arnold Tovornik kot tak, potem drugo ime je naša častna občanka Zinka Zorko, ne? In pa to še je eno dvorana ime. noter, ne? Se Velika imenuje. dvorana, ja. Ja. Pa še me kaj vpraša, tako za vsak. In tretje ime je pa seveda Lojze Šušmelj, je pa likovni salon Lojzeta Šušmelja. Ne? Okay. Tako da kdo in kako... Vsi 3 dobili mesto, ne? Vsi 3 so dobili mesto, ampak tako kot smo jo, seveda najbolj pomemben del je Arnold Tovornik, kateremu bomo jutri posvetili prav posebno pozornost v 110. rojstnodnevnem jubileju, o tem bo pa seveda več povedal, tako, kot sem povedal, gospod Roman. Tako, ki se reži, zdaj pa ne vemo točno. Ne? Veste, zakaj se reži? Ker zelo verjetno bo potem vhodna avla poimenovana kmalu po Mihi Kranjčeviču. Tako, ali pa vsaj parking. Vsaj en parking. Ja. Tako, torej dokumentarec o Arnoldu Tovorniku, kaj vse zajema, kaj bomo tam videli, kak je bil mali, pa žogo brcal, ali bolj na delo, ali gre, življenje. No, najprej, da se vrnem na ta hec, da se bo hodnik poimenoval. V vsakem hecu je tudi malo resnice. Res ne? je. Ja. Torej, Mihaela poznam že kar nekaj časa, si drznem javno povedati. Spremljam njegovo delo, tako kot on parcialno spremlja moje, ohlapno, površno plitko, ker je pač... Ampak vem pa, da je v teh časih, ko je na čelu tega hrama postoril res ogromno vsebinsko, prezentativno, sporočilnostnem smislu. In tudi moram povedati to, če ne bi bilo njega, to ni zdaj neko hoferanje, pa lezenje v neke, ne vem kam, ampak tega dokumentarca ne bi bilo, on je dal to pobudo, potem smo seveda začeli tuhtati kako pa kaj in to je tudi že odgovor na vprašanje, ne? Jaz to niti ne bi rekel, da je dokumentarc, čeprav druge forme ni, ne, ki bi bila nekako prepoznavna, zaznavna ali kakorkoli drugače. Jaz bi temu rekel TV kolaž. Zakaj? Ker je pristop tak, da sem poskusil zbrati tiste še živeče ljudi, ki imajo res kapilarni stik, krvni, pa ste pod narekovaji, niso žlahti. Ampak so z njimi ali delali, ali ga spremljali tako ali drugače in tako naprej in tako naprej. Ne? In če to, ne samo to, da sem jih zbral, ampak smo se tudi dogovorili, kaj bojo, jaz jim nisem v usta polagal besed, sem jim pa povedal, kaj bi želel narediti. Želel sem pa narediti frivolno, zanimivo, všečno, dinamičen, malo tudi ganljiv in smešen, ker vse to je Arnold bil, predvsem pa zemlja, on je bil zemlja, ne? In tukaj zdaj so pričevalke in pričevalci res brani z vseh vetrov, tudi kakšni taki, ki jih ne bi pričakoval mogoče. In na to sem zelo ponosen in verjamem, da bo jutri mogoče to celo komu všečno. Verjamemo, da bo, ne? Kaj vi mislite, Miha? Zdaj, imate pomisleke morda, da ste se odločili? On si ne upa reči, no. Ja, pomislekem nimam, zato ker jaz sem seveda ta film si že ogledal, ne, sicer tako bom rekel malo bolj po diagonali, ker traja 88 minut in danes ni ravno čas, da bi si lahko razen seveda za radio, to se radio. Seveda, ja. No in točno to, kar je Roman povedal, ne, se pravi, jaz verjamem, da bo to do te mere ganljivo, da bo tudi kakšna solza potekla morda. In se veselim jutrišnjega, se pravi tega filma, te predstavitve in na nek način čakam, kakšni bodo odzivi. Ker marsikdo od teh nastopajočih bo tudi tam
In zdaj seveda, ker je parcialna svojo izjavo, on pozna, ne pozna pa pravzaprav celega koncepta in vsega. V čem je kdo sploh sodeloval? Na kak način in ker je to seveda zloženo po Romanovi logiki, ki v tem primeru verjetno mu je uspelo, redko, ampak mu je. Upamo, da je. In da mu vrne milo za drago. In 100% bo jutri en lep dan za vse, ki bojo seveda prišli to pogledati, najbolj pa seveda za te, ki so v filmu nastopali. No, odlično. Evo, tako da celoten program za... Lahko sem še eno, kratko. Brez skrbi. Samo še odgovor na posredno v tvojem prejšnjem vprašanju, skrito pod vprašanje, zakaj to sploh smiselno delati. Samo ena premisa je, samo ena. Ti ljudje so zdaj živi, ti ljudje imajo, tisti, ki nastopajo v filmu, ti ljudje imajo svoje spomine. Ko bodo umrli, teh spominov ne bo več, enkrat za vse večne čase in bo šlo naprej. Vse nič hudega, kaj je šlo že vse naprej. Ampak meni se je zdelo pa ravno to vrednota, ki pa vedita, ker sta poučena o medijih, da bo ostala za vse večne čase zapisana na neuničljivih nosilcih zvoka in slike. Tako. To pa je smiselno in to pa je vrednota. Evo, super. Tako in stokrat boljše to. Hvala lepa. Torej, da imate posnete kot pa zapisane, ne? Ja. Izvrstno. Hvala. Hvala vama. Ne, ni še hvala. Kje najdemo vse te informacije? No, kje to se da sem hotel povedati, če pa me samo nekaj tu. Zdaj sploh ne morem. Hramkulture.si. Ja, hramkulture.si, si prodajna mesta. Šalca pa gleda na uro. Tako ne moreš delati, ja. Ok, vse informacije seveda na spletu, ogromno dogodkov torej pripravljate, tako da vabljeni pridite torej na dneve Arnolda Tovornika v Hram kulture, Arnolda Tovornika v Selnico ob Dravi. Ok, evo, vse je prav povedal. Do snidenja, do slišanja. Ni davč, če najlepša vama hvala, res. No, hvala vam. Enako, hvala lepa. Pa hvala vam, gospod Miha, da ste prišli in da ste pač... Je bolj hvala, da greste. Ja, res je, ne? In da se boj odpeljate tudi kolega Romana. Lepo bodite. Hvala lepa. Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? Profesor Križanič, lepo zdrav. Malo kasneje danes, ampak ja, glej, pač si prižiher pa, ne? Veš, da je vse prav tak. Tako je. Ja. Danes se bomo spomnili enega res legendarnega hita iz leta 80, ki ga verjetno vsi poznajo, ker so ga vsaj 100-krat slišali na kaki čagi. Crazy Little Thing Called Love od Queen. Avtor skladbe je Freddie Mercury, spisal pa je v Nemčiji, ko so snemali album The Game. In Freddie je tako kasneje enkrat povedal v nekem intervjuju, da je pač dejstvo, da ni znal dobro igrati kitare, pomagalo, da je napisal tako simple pesem, preprosto, par akordov in to je bilo to. Ker če bi bilo kaj bolj kompleksnega, verjetno ne bi znal tega napisati. Je pa res, da je recimo on je avtor Bohemian Rhapsody, tisto pa drugo, ne? Besedilo pa je bil mojster. Ja, to pa je. To je bila tudi prva pesem, kjer je Freddie v studiu snemal s kitaro, ampak nažalost so se ti posnetki izgubili in ko so snemali še enkrat, je vse skupaj prevzel Brian May in ko so nastopali v živo, je pri Crazy Little Thing Called Love moral Brian zamenjati 3 kitare, da je odigral ta komad. Ponavadi so ga bolj raztegnili malo nadalje, 5 minut, ne? Zanimivo je, da so uporabili to zgodbo, ne? Da so Freddiju rekli, čuješ, vse se je zgubilo. Ja. Mogoče je bilo tako slabo, ja, te veš. Enkrat, ne. Single sploh ni šel v Ameriki, ampak takrat so radijske postaje začele vrteti to uvoženo kopijo iz Anglije, torej singlico, in pesem se je zavihtela na drugo mesto, no 3 mesece kasneje uradno tudi šla in zasedla prvo mesto v Ameriki, kar jim predtem še ni uspelo. Cool. A to je bil prvi komad, ki je... V Ameriki, ja. Super. Ne? In to je res taki full pozitivn. Res je. Res simple, lahko ga daš kadarkoli, pa noben ne bo jezdil. Ja, pa vsi vejo, pa vsi vedno naredijo tam ja. Po robu, ne, ko s palčkami. Ali bobnari samo. Boš videl zdaj, da boš delal. Dobro, damo lahko. No, ampak, ok. No, daj. Včeraj smo torej Anja, Marko in Tomaž šli na eno preizkušanje
izvrstne hrane, kar nam nikoli ni težko. Ne. Nismo se nič kaj opirali. Tako, delali smo dolgo v pozen večer, ampak samo zato, da boste vi vedeli malo več o tem. Obiskali smo namreč restauracijo Vnukec v Limbuški dolini, kot pravijo. Tako? Limbuški grabi notra. Ampak so rekli, da bi raje začeli uporabljati ime Limbuška dolina. Tako. In ker to tudi je. Ja, Limbuška dolina. In glavna atrakcija, vsaj za nas tri, so bili polži. Ker še jih nismo nikoli jedli, ne? Tako. Vse imajo, vse druge jedi izvrstne, ampak tudi polže. Ja, in smo rekli, dobro, bomo te probali. Kaj tečemo? No, kak je to zvenelo oziroma izgledalo? Medvard Siper, rajti? Ja, napočil je ta dramatičen trenutek, prvi v življenju v usta polža. Čakaj, kaj ga zahaklam? Če vre. Mislim, normalno imaš nekaj v glavi, ono je polž. Ampak je pune dobro. Česnovo maslo je zraven, tako da česen kruh si lepo daš. Prevladuje česen, ne? Ja, pa polž. Ampak ni za nekaj, kot da bi kuro. Po teksturi me spominja kot na piščančje stegno, če bi vgrizna. Mene pa tako, kot da bi polža. Ja, dobro. No, zdaj, da ne boste mislili, ni žilavo. Pa ne, nič lepo razleti v ustih, tako da prijete na polže. Zanimivo. Še kak je polž? Ja, daj pojej. No. In smo jih pojedli, ne? Tako da ni se treba bati, če bi kdo rad probal, fajn, kot smo rekli, česnovo maslo, tako da je v bistvu česen kar v spredju, ne, tako je malo zabrenano gor. Ampak tudi potem smo polža samo izbezala ven, pa probala brez masla, pa isto, ni nobene panike. Ne, super. Sploh ne, tako da je zanimivo, pa fajn zaslikati, pa pokazati ljudem, ne. Ja, glej, kaj sneda. Ti že nisi polža jedel? Ok, butl. Recimo. Ok, torej v restauraciji Vnukec, seveda pol glavne jedi smo še Anja, recimo brancina, jaz še nisem videl lepše zapečenega. Tudi, ne? In tudi jaz še nisem jedla boljše. Ja, res je, zlat je bil hrustjavi, tudi vegi program je na voljo in pa tudi fras, recimo, se spomniš? File svinske ribice, pa štrukli, pa jurčkova omaka. Pa pirešče možem. Ja, to pa moram jaz priznati, meni najljubše. To sem si najbolj zapomnil, pirešče mažem. Ja, kako je bilo to dobro. 20 kil bi se ga naredil. Ja, pa sem si lušte naredil. Restauracija Vnukec v Limbuški dolini, idite pogledat, fajn je šefica tudi. Tako da lepo je in zdaj, ko bo lepo vreme, ko se bo zimski vrt lepo odpr, pa vuni mize, pa okoli narava, pa muzika, pa puži. Tako, na vrtu ali pa jih imate vi na krožniku. Ain't it funny? Kaj, Anja, zakaj se nikoli ne vključiš? Gled tu, ko smo. Zato, ker občudujem besedila, glasova. Ok, 22 čez 15 ura, zdravo. Zdravo. Čas je za nov filmski napovednik. En fantastičen film prihaja, ker je znanstvena fantastika. V Maribox premiera je to nedeljo. Ja, v nedeljo ob 20. uri Dolby Atmos dvorana v Mariboxu, znanstveno-fantastični film Projekt Zadnje upanje in lahko že izdamo jutri zjutraj, že bodo za vas na voljo karte. Ok. Super. Tako da bodite pozorni, ne? Ja. No, dajmo prisluhniti. Ko nimaš pojma, pa te silijo. Ko ne bi rad, pa moraš. Ko jim hočeš razložiti, pa te ne poslušajo. Ko mislijo, da imaš ful pojma, pa ga nimaš. Nič. In vsi se delajo, kot da je to edina rešitev. Tona, kaj bi mi ti avto pogledal? Nekaj mi cuka na avtocesti. Kaj ti mu te jaz avto gledal? Ja, ti se spoznaš na avte. Če jaz samo gledam avte, na avtonetu cele dneve. Ja, no, te pa mi popravi to, kaj cuka nekaj na avtocesti. Ja, pa kaj ti cuka, kaj? Ja, ko se pelam 150, dela...
Ja pa idi k mehaniku, te kaj meni, zdaj gušiš. Pa kaj ne veš, kaj to? Ja ne, kak? Jo, to na kaki botl si pa ti. Lahko je vsram benzin, filter ali pa benzin pumpahin, ali so svečke znucane, ali pa imam tuljave, dio. Zna biti, da imam MAF senzor ali pa EGR ventilhin, ali pa imam felne pa puše v k***u. Termostat ti dela? Kaj? Nič. Kdaj boš raufal, v soboto ali nedeljo? Ker grem po pir pa po žemlje pol. Pa če ne znam. Ryan Gosling je učitelj na srednji šoli, ki ga prisilijo, da postane astronaut, ga pošljajo v 3 krasne v vesolje in mu naložijo zelo preprosto nalogo. Rešiti mora vse ljudi na Zemlji. Težko pričakovana znanstveno-fantastična poslastica projekt Zadnje upanje. To nedeljo 15. marca premierno v Mariboku. Glej, Anja tudi zeha, ker si tudi zeha. Ja, to, ker zeh gre po ljudeh. Jaz pa sem se uprl skušnjavi. Ja, čakaj še, zehaj. Ne bom pozdravljeni, da muziko hitro. Veš zakaj, ker že tak imaš luft not, gledaj. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.